Vaša spletna stran potrebuje vašo pozornost. Zakaj? Sicert je med decembrom 2012 in majem 2013 obravnaval kar 1300 primerov spletnih strani slovenskih podjetij, ki so doživela razobličenje spletne strani. To pomeni, da jim je tujec vdrl v strežnik ter zamenjal njihovo vstopno stran s svojim sporočilom. Če za svojo spletno stran ne poskrbite, je samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do takšnega ali drugačnega zapleta. Odpravljanje posledic zlorabe terja določen čas in denar. Nedostopnost vaše strani ali spletne trgovine pa lahko povzroči izgubo strank, poslovno škodo in prav gotovo ne prispeva k vaši dobri podobi. Zato ohranite nadzor in poskrbite za redno vzdrževanje. Kako se sploh začnejo težave? Vdiralec lahko najde varnostno luknjo zaradi nevzdrževanega sistema za upravljanje vsebin, krajše CMS. Ta način je najpogostejši. Podobno je tudi z nevzdrževanjem spletnega strežnika. Napadalec pa lahko dostop pridobi tudi s krajo vašega gesla. Ali pa celo ugibanjem, če je geslo enostavno. Kaj pa lahko gre narobe v takšnih primerih? Lahko se vam zgodi razobličenje. Praktično to pomeni grafitiranje vašega spletnega mesta, saj s tem, da napadalec spremeni izgled vaše strani, pusti svoj podpis ali izrazi svoje mnenje. Tako bo obiskovalca vaše spletne strani namesto predstavitve vašega podjetja recimo čakal proglas o svobodni Palestini. Po vdoru v vaš spletni strežnik so vrata različnim zlorabam široko odprta. Vaše spletno mesto lahko tako mirno izkoriščajo kriminalci, vi pa tega sploh ne veste in zato tudi ne ukrepate. Vdiralci lahko namestijo viruse, ki bodo okužili računalnike obiskovalcev vaše spletne strani. Temu rečemo drive-by download. Vdiralci lahko tudi namestijo svoje programe, ki nato izvajajo napade na druga spletna mesta in jih tako onemogočijo. Temu napadu rečemo DOS napad. Recimo decembra 2012 so napadalci iz tujine zlorabili nekaj deset slovenskih spletnih strežnikov z nevzdrževano Joomla, to je sistem za urejanje vsebin. Po vdoru so na strežnike namestili svoje programe, s katerimi so izvajali napade na banke v ZDA. Lahko pa se tudi zgodi phishing. To je, ko napadalec izkoristi vaše spletno mesto za postavitev lažne kopije, naprimer lažne spletne strani banke. Tako prek vašega strežnika skuša ukrasti gesla ter nato s pomočjo teh gesel tudi denar bančnih komitentov. S to tehniko pa lahko napadalci ukradajo tudi gesla elektronske pošte, številke kreditnih kartic, uporabniških računov in podobno. Pozanimajte se za to ter zaščitite svojo spletno stran. Poiščite tudi e-vodič ABC varnosti za lastnike spletnih strani. Tukaj najdete vse na enem mestu. Nasvete za vzdrževanje spletne strani, skrb za domeno ter naslove za pomoč. Še več primerov spletnih goljufij in znakov, kako jih lahko prepoznate, najdete na portalu varninainternetu.si.